V temle videu z vami podelim, demonstriram, kako uporabljam e-dogodek spletnih hub, skratka spletno skupnost in spletne učilnice za izvedbo mojih mesečnih Zoom e-delavnic. Gre za tele delavnice pod imenom Spletni kreator in ena super zadeva tukaj je to, da v bistvu pravzaprav že v samem spletnem hubu, ko udeleženci prihajajo noter, imajo takoj na začetku praktično cel mesec oziroma ves čas, dokler imam to nastavljeno, lahko vidijo, kaj je neka aktualna delavnica. In zdaj za tiste, ki imajo pač nek dostop v okviru svojih programov že tudi do te delavnice, se lahko prijavijo samo tukajle, kliknejo na tale prijavi se, pa bom pokazala potem, kaj se naprej dogaja. Za tiste, ki pa pač nimajo dostopa, je pa tukaj v bistvu link, ki jih pelje do prodajne strani. Tako da skratka tukaj lahko že to izkoristimo v našem hubu, da pravzaprav promoviramo svoje stvari obstoječim udeležencem in strankam. Ok, zdaj tale delavnica, recimo, da sem zdaj jaz ena oseba, ki pač imam ta dostop in bom zdaj poslala ta zahtevek za vstop v sobo. Tako da jaz tukaj v bistvu vsem udeležencem, ki imajo nekako, bom rekla, dovoljenje, oziroma je to že vključeno v njihov program, jih povabim, da pač pošljejo zadevo in ko jim odobrim, dobijo dostop do sobe, tistim pa, ki kupujejo posebej, jih pa pač posebej vpišem v sobo. Lahko bi tudi prodajala, seveda direktno na ta način, da oni kliknejo, kupijo, plačajo in so vpisani v sobo, samo jaz imam trenutno zaradi tega, ker na isti platformi imam še neke druge stvari, trenutno tega nimam urejenega na ta način, se pa vsekakor da. Takole, zdaj sem jaz svojemu testkotu testiču odobrila dostop, tako da v bistvu v tukajle v razdelkih, jaz jim pač rečem razdelki, vidimo, jaz jih razporedim glede na programe, katere pač imam, in tele delavnice torej spadajo v okvir tegale spletnega kreatorja in ima tukaj že e-delavnica 21. maja, kjer pride v bistvu na začetku, zdaj mi smo to delavnico ravno izvedli, tako da v bistvu imamo tukaj že na voljo posnetek. V osnovi je pa tako, da v bistvu imajo tukaj na voljo najprej pred delavnico, imajo tukaj na voljo Zoom link in potem v bistvu po delavnici, glede na to, da gre za delavnico, ki je samo enkratno srečanje, mi pač izvedemo to zadevo in pride ven en posnetek. In zdaj običajno, če jaz ne bi imela take spletne skupnosti, bi morala ta posnetek zdaj bodisi deliti z njimi link, bodisi ga nekam, pač v vsakem primeru nekam naložiti in deliti, ali pa recimo, če imam klasične spletne učilnice, bi pač zaradi ene samega posnetka morala pač odpreti celotno spletno učilnico, vpisovati udeležence in tako naprej. Skratka, tukaj zapakiramo zadevo na tak način, da jo imajo kar v tej sobici in v tej sobici so pravzaprav na voljo tudi prostor, kjer lahko oni kot udeleženci, tukaj se vidi tale vijolična Maruša z vijolično podlago, je Maruša udeleženka, kjer lahko karkoli vprašam, postavim vprašanje oziroma kadar jim dam kakšne aktivnosti, pa da so take, da so za skupino, lahko torej na tej točki tudi, bom rekla, postavljajo vprašanje oziroma oddajajo celo svoje materiale. Tukaj zgoraj lahko tudi vidimo del te delavnice konkretne, ki je bila, smo imeli tudi, sem odprla tudi prostor za debato o AI-ju in uporabi AI-ja pač kot komplementarno zadevo za naše programe. Skratka, in sem odprla debato na ta način pravzaprav, da sem s pomočjo tehle tem ustvarila dodatna vprašanja, kjer v bistvu še po delavnici skupaj raziskujemo zadeve naprej in debatiramo in izkušnjo, bom rekla, bogatimo še s tem sodelovalnim učenjem. Zdaj, to je seveda zgolj eden od načinov, kako lahko tako spletno skupnost, oziroma jaz sem poimenovala torej to kombinacijo spletna učilnica, torej klasične spletne učilnice z moduli in lekcijami, plus torej spletna skupnost, torej spletne sobe, plus spletna stran, kjer lahko gradimo svoje spletne strani oziroma prodajne strani, plus upravljate spletna naročila, skratka, prikazan je zgolj en način, kako lahko tako platformo uporabljaš. Tako da na spletni strani spletni-hub.si lahko pogledaš še bolj podrobnejšo predstavitev tukajle se vodi prav v bistvu do primerov,
in oddaje naročila in grajenja spletne prezence in celo pokažem, kako deluje ta učni portal od znotraj. Tako da v bistvu na tej spletni strani, torej spletni-hub.si, najdeš lahko še dodaten primer oziroma se obrneš name, če želiš tako platformo tudi sam.